Dela, snemamo, v redu, še znamo. Prižgala sem luč in nam pridobila še malo časa, tako da bomo malo nadaljevali. Veliko vprašanj dobivamo, zakaj je nastala umologija. Enostavno zato, ker je na tržišču ogromno ponudbe. Ja, prav ste slišali, zato ker je na tržišču ogromno ponudbe. Vseh najrazličnejših delavnic, seminarjev, izobraževanj, kaj še, različnih pristopov, terapij. In zaradi tega, ker je toliko najrazličnejših strokovnjakov in vseh tistih, ki to niso. Zakaj umologija? Zato, ker pri svojem delu še vedno srečujemo ogromno, preveč ljudi, ki, če lahko karikiram, begajo od enega strokovnjaka k drugemu, z enega tečaja na drugega, od enega učitelja k naslednjemu in pa od ene deževalke do naslednje. Vse, da bi ustregli tem novodobnim trendom in se naredili, še vedno pa so na koncu v stiski, kljub vsem tem odisejadam, in še vedno niso uspeli narediti željene spremembe oziroma željenega premika. Pozor, ne zato, ker tega oni ne bi bili zmožni ali sposobni, niti ne zato, ker bi tisti, s komer so sodelovali, imel neiskrene ali nedobronamerne namene, ampak enostavno, ker manj je več. Želimo posameznikom in skupinam olajšati izbiro, narediti informacije malo bolj pregledne in vam sporočiti, da bodite pri tem, koga izberete in koga izbirate, izbirčni. Skušamo zbrati informacije različnih področij na zelo dostopen in razumljiv način in jih tako tudi predajati in podajati naprej. Naš cilj je ponuditi torej alternativo vsem trenutnim trendom, ki nas tako zelo rinejo v isto smer. Biti duhoven, biti prebujen, biti čuječ, biti meditativen človek, empatičen, osebnostna rast. Zgubljamo toliko energije, časa in denarja, pa nam tega res ni treba. Dajmo iti 3 korake nazaj, predvsem ohranjati avtentičnost. V tem smo si tako zelo različni in to nas bogati. Ne pa, da postajamo čedalje bolj unificirani. Zgubljamo svojo vrednost. Ne se ustrašite totanja, samo za intermezzo, da povem, samo maček se igra tukaj zraven. In ravno zato, ker manj je več, si moramo stvari narediti preproste, kar tudi mi neprestano ponavljamo. Stvari so izjemno preproste. Naš je izjemno preprost. Skušali bomo preko teh vsebin podeliti naše znanje, bomo govorili o naših možganih, o našem umu in skušali razumeti, kako se z njim upravlja. Ni težko, vse, kar potrebujete, imate pri sebi in v sebi. Treba je samo malo volje, ko se zgodijo premiki, je pa občutek neprecenljiv. Zelo malo je treba. Naša največja želja je, da bi umologija postala predmet. Predmet, katerega bi poznali vsi. Predmet, katerega bi se poučevalo na šoli. Ker kaj je bolj pomembnega kot to, da poznamo sami sebe in da ugotovimo, kako ravnati sami s seboj. Je kaj bolj pomembnega? Mislim, da ne. Vsaj jaz tako mislim.
Kaj pa mislite vi? Zdaj pa je to res to? Zdaj sem bila pa že čist preveč dolga. Pa sem rekla, da bom kratka. Lahko noč. Spoštovanje veličastni.